Dobro jutro, predelovalci in predelovalke svojih notranjih občutkov, svojih travm, svojih lastnih bremen. Bravo, čestitke vsakmu, ki je pripeljal do tle, ki se je spustil v to, da pogleda v sebe, da si upa spogledati s temačnimi stvarmi, ki so se skrivale v nas ali pa so bile pod neko predprogo in zdaj to plesen in staro prašino vlečemo na plano in ugotavljamo pravzaprav, da nam je svoboda dana že v zibelko pod pojmom svobodna volja. In svobodna volja je najbolja, počasi se zavedamo, da svobodni smo v bistvu že ves čas, ampak ne od odzunaj, od znotraj, ne? In v bistvu tudi Martin Krpan, pravzaprav Vlado Kreslin je v svojih časih pel eno pomembno stvar, ki se glasi takole. Še mečkan. Napačnega človeka imate. Jaz nisem kriv. Ne, nismo krivi, da jim vam pišajo oči in moči. Ja, ta svet v bistvu izgublja svojo moč prevare, v tem smo se znajdli zdaj v novem obdobju, v prelomu, prehodu v novo ero, kjer v bistvu res zelo izgublja svojo moč in zato jaz nisem kriv, jaz sem samo spoznal, kako stvari delujejo in nikogar ne obsojam, nikogar ne obtožujem, mnogi smo bili zavedeni, delovali smo tako, kot je bil sistem narekoval, s tem ni nič narobe in če smo v včerajšnjem liveu govorili o grehu, greh se začne šele takrat, kadar veš, da delaš narobe, ne? Dokler pa ne veš, pa nisi kriv in nismo krivi, res nismo krivi in dajte si stvari odpustiti iz sebe, vsa bremena preteklosti, kajti krivdo so nam po večini nasadili drugi v nas, pol smo jo pa sami pa še dodevali in smo imeli nek občutek krivde, ne vem, za razne situacije ali življenja ali kakorkoli. Nikoli si tega ne dati, ne držati pri sebi, ne, kako že, naj vam ne pride k srcu to vrstna stvar. Skratka, všeč mi je, da predelujemo in da znamo stvari vršiti čez ramo, si vzeti čas, da se s temačnimi stvarmi znotraj nas srečamo, spogledamo in zaznamo, da nimajo z nami kaj početi in postavljamo pravzaprav nov mentalni steber za biti v novi dobi, ki nam je namenjena, ne? Namenjena je z vidika ljubezni, spoštovanja, obilja in brez prisotnosti zla. Ja, dolg časa stvari trajajo, ampak ja, tagada je rekel Adi Smolar že davno, zapojem si tagada, pa je lažje in boljše, tako da ja, ta bremena res moramo dati dol iz sebe. No in mi smo se v tekom teh mojih predavanj pogovarjali tudi o fokusu, kako zelo pomemben je naš fokus, ne? Z ene strani skozi pozornost, da smo fokusirani na stvari, da prepoznamo, kaj je kaj pod, bom rekel, to iluzijo, a ne? Kaj se skriva za iluzijo, da znamo s tem svojim fokusom te stvari spoznati, ne, v bistvu skozi laž videti resnico. No, to je ene vrste fokus, in druge vrste fokus je pa, ko si na stvari sfokusiran. Ko neke stvari delaš s strastjo, z vzgiba, da imaš rad, z vzgiba, da te veseli in da v bistvu to znaš, ne? Ker te je veselilo, si se to naučil, pa nisi rabil hoditi v šolo za to in res šola ni nekaj, kar nam je nasula, bom rekel,
v tem času, kakor smo se šolali, bi mi mogli imeti mnogo več znanja, kakor so nam ga dali in mnogo manj manipulacij, kot so nam jih nasuli in danes sem eno dobro prebral. Če vam ne bi v mladosti odrasli skozi več kanalov govorili, da je zemlja okrogla, a pa bi vam sploh prišlo to na pamet kdaj? Ne, v bistvu, šele ko so drugi rekli, pa smo verjeli, ne? Ampak na lastne oči pa je vse ravnina. Kako točno, bomo izvedeli. Ne bomo se kaj not poglabljali, sam da vemo, da je prevara. Skratka, fokus 1 in fokus 2 je zelo pomembna stvar in kadar imamo vžgan svoj fokus, takrat nam zelo nič ne more. Okay? Šele kadar smo zmedeni, kadar smo v forci, kadar smo, bom rekel, čustveno zmoteni, šele takrat pa imamo odprte kanale, kjer lahko, bom rekel, zlo in negativa zunanjosti vpliva na nas. Zagotovo ste slišali 4 jezdeci apokalipse, ali je bil pol tudi 5 in kako bodo oni s konji prikorakali, ne, in bodo naredili apokalipso. Ne? Ampak, ker povezujemo pike med sabo in nič ni naključno, je meni prišlo na misel, mi smo se pogovarjali, da so naša čustva konji in naš je konjenik, kočijaš, ne? Ki v bistvu te konje ima pod kontrolo in jim narekuje, kam gremo, levo ali desno, in vsi na hmal morajo iti in ti konji morajo biti sinhroni, da mi kam pridemo. Torej naša čustva moramo imeti mi pod kontrolo in bolj, ki jih imamo pod kontrolo, bolj smo lahko notranje mirni. Po drugi strani pa te konje, kadar je potrebno, lahko poženemo v der in gremo da jezdeci apokalipse, no. No in mogoče so jezdeci apokalipse točno naša poravnana čustva. In dajte malo pomisliti nazaj, kolikrat ste dovolili, da ste bili čustveno moteni. Jaz si predstavljam, da bi nek zlobček od odzunaj naše konje plašil z nečem. Ali s palco, s kačo, z žvižganjem, s pokanjem in raznimi triki. In mi nismo vedeli, nismo imeli nekako vpliva na to, zaradi tega, ker naši konji niso bili dovolj, bom rekel, zdresirani. Zdaj smo jih pa zdresirali, a ne? In naši konji so pripravljeni za iti v bitko, recimo, kjer v bistvu njih pokanje pištol in pušk, če malo v filmski svet se damo, njih to ne moti in ne zmoti in so sposobni delovati še vedno po kontroli kočijaža, ne, torej našega uma. Torej, jezdeci apokalipse v bistvu so znotraj vsakega izmed nas in apokalipsa se zgodi znotraj vsakega izmed nas, ko pride do točke preboja, do točke preloma, kjer lahko za spoznanje okolice lahko uporabi vse kletvice, da se sprostijo vse tiste energije, ki so v nas tlele in zavirale, da bi ta konj v bistvu lahko blestev. Jaz si tega konja jeze predstavljam tacga zamazanga tam v kotu, on bi derkal, pa nikoli ni smel, ker je bil zmer prevezan. Ne? Pa jeza kot taka ni potrebna stvar, da bi se na koga jezil, vendar je nujno potrebna zato, da znamo ubraniti svoje lastne meje. Tudi ubili ne bomo nikogar, čeprav imamo v glavi, si rečeš, mater, ste vredni, da bi vas dal pred zid pa strelil. Pa ne bomo nikogar, zato ker ni to v nas, ne? Ampak hočem reči, v glavi pa je. Ampak to pa pomeni, da imamo mi lahko ostre postavljene meje. In zavedajte se, da kadar mi postavimo naše meje tako močne, tako debele in tako visoke, da ne morajo v nas penetrirati, potem so oni izgubili igro. In od nas ne dobijo moči, ki se skriva v naših konjih, ker oni svojih konjev nimajo, by the way, ne? Oni bi od nas radi energijo imeli. In ja, jasno je, da jim pešajo moči na vsakem koraku, tako kot je rekel Kreslin v začetku, a ne, oziroma Martin Krpan. Kaj pa to zdaj v zadju se vrti? Glasba. Aha, glih konc komada. Pa še enkrat Martin Krpan, in ki pravi, še je čas,
da izvem, kaj je prav in kaj ne smem. A ne? Mi smo delali stvari narobe, pa nismo vedeli, da jih delamo narobe. Pač tako smo bili indoktrinirani, iz tega naslova večkrat ponovim, vsem vse odpuščeno in vsem vse dobro, ker smo vsi bili enako zavedeni, je pa zdaj čas, da izvemo, kaj je prav in kaj ne. In ker smo se pogovarjali o grehu, resno mi naprej hodi, da držanje glave v pesek, torej popolna ignoranca, je škodljiva vsakmu posamezniku in kolektivu, družbi. Zaradi tega bi res jaz to ignoranco kar kaznoval. Če drugega ne, jo imam spet samo v glavi. Bem vam ignoranco, to je škoda in to je greh. Če ni kaznivo dejanje, je pa vsaj greh. Ne? In če rečemo ne greho delati, ne jih delati. Mislim, ne jih delati. A veš, ljudje jih delajo, pogrejo pa si jih očistiti te grehe, misleč, da zdaj bo pa vse v redu. Zanimivo je, kako na vsako laž, vsako pravljico ljudje padejo, ker je to lažje, resnica se jim pa nekako kar noče zapičati v glavo. Pa nič hudga, ne? Kdor igra igro, naj jo igra, ostali pa igro spoznajmo. To je catch, kjer v bistvu ločujemo 5D od 3D, lahko to bolj poenostavimo, lahko rečemo, da se samo vse, kar je lažnega, sortira posebej in vse, kar je originalnega, prihaja posebej. Zaradi tega mnogo vzpodbude želim vam dati v kontekstu bodi to, kar si, ker to, kar si, je tvoja originalnost. Naše naloge niso majhna stvar. Dajte zastopati, da v bistvu to, kar je vaša, tvoja naloga, ni pred tabo še nikoli nihče naredil. In ne moreš na nikogar računati, da ti bo povedal, kaj moraš. Ne? Zavedati se pa moraš, da pred tabo tega ni naredil še nihče, ker si prišel tukaj zato, da boš prehodil to trnevo pot, oziroma zaraščeno pot, ki je bila tisočletja pozabljena, in mnogi bodo s časom sledili temu, kaj je prav in kaj se ne sme, pravzaprav pa že vsi vemo. Samo to sem hotel dati v ospredje. Jo ni knjige in ga ni modreca in ga ni nikogar, ki ga lahko vprašate za nasvet, kaj morate narediti. Predstavljajte si Mozarta, ali pa Beethovna, ali pa Michelangela. Koga je on vprašal, ali če tle še eno žilo do konca stolčiti, ali je prav? Ali kaj ti misliš? On se v teh stvareh ni spraševal in je delal tako, kot je iz njega ven prihajalo. In to lahko naredite enako potico, kot jo je babica, imamo recepte, vendar nismo tle zato, da bomo ponavljali tisto, kar počne množica, ker je jasno, da množica gre v narobe. Mi smo bili del množice in smo rekli, mi se tega tako ne gremo, zato ker to ni prav. In zavedamo se te svobode, ki je v nas, in te svobodne volje, da lahko delamo tako, kot je prav, in ne tako, kot od nas pričakuje ali pa celo zahteva okolica ali pa tako imenovana identificirana elita, kateri smo predali oblast, vmes smo dali pa varovalko ustave, pa se jo ne držijo. Ni to greh, to so kazniva dejanja, za katera zagotovo pride čas, da se jih porihta, in v ozadju vsi se zavedamo, da se dogajajo in premiki in sodbe in zamenjave in svašta. Najbolj od vsega pa nas nekako intrigira ali pa vse skupaj nekako ima na nas vpliv finance. In včeraj je bil 5. november, remember the 5th of November, pa smo rekli, nekaj bi bilo fajn, če bi se zgodilo v filmu M kot maščevanje oziroma V for Vendetta, je bil ta slogan, ne? In smo rekli, kaj pa bo, in naj bi se po noči kvantni finančni sistem oziroma GESARA vzpostavil v celoti. Ne? Potrditve čakamo, rezultate vidne tudi, a ne? Se pa zavedamo, da prihaja tisti dan, ko bomo lahko rekli, res smo svobodni.
tudi na ven tako zgleda, čeprav smo že noter od samega rojstva, vendar smo prostovoljno, svobodno voljo pristali na to, da delujemo, kot smo delovali znotraj sistema, hodili v šolo, v cerkev, v službe in delovali tako, kot je družba od nas pričakovala. Sej smo se trudili, kaj ne? A smo? Pa nekako ni bilo. Bil je tako lep dan, je bil preveč lep za smrt. Tako lep dan, preveč lep za smrt. Mislim, komad Kašus. A veš, kaj je on hotel zdaj tle povedati, ne? Kaj so tel povedati? Je mora umreti, ne? In naj umre vse stara prepričanja, vse stare maske, ki smo jih nosili in vsa pravzaprav znanja indoktrinacijska, ne? In počasi, ja, sej smo začeli zaupati sebi in prav je tako. No, in ja, kdor ne igra igre, naj jo spozna. Tisti, ki jo hoče igrati, naj jo igra naprej. To je tudi ena izmed takih stvari, ki smo rekli, pa naj bojo tam, naj imajo svoj svet laži, svoj svet lažnega, igranega, kopiranega, bom rekel za povrh še škodljivega za okolico in ego usmerjenega meni, pa da vidimo, kako bodo sami brez nas špilali v tej svoji igri. Ne? Med sabo jo ne morajo igrati, ne? Lahko jo med nami, ki nismo vedeli, zdaj, ki pa vemo, pa ne jo imajo in se z njimi res ne bomo prerekali in mi je blazno všeč, da v bistvu ta strategija prevzema oblasti nazaj od njih oziroma prenosa moči nazaj ljudem, da v bistvu zato ni potrebna sila, ampak mir in ljubezen, spoštovanje drugega in spoštovanje vseh zakonov univerzuma. Rimsko-pravni zakoni nekako so vsi taka balalajka, marsikdo izmed vas se je v to spustil in vse te njihove tute črne, kjer oni imajo, vsi sodniki imajo črne tute, ne? Pa une lasulje so imeli včasih. A veste, zakaj je bila lasulja? Zaradi tega, da so pokrili svoje misli, da jih ne bi bila vidna na ven. Ampak če pa ti prišel na sodišče, smo mogli dati pa klobuk dol. In ta črna tuta predstavlja, da oni sodijo mrtvemu človeku, osebi, nečemu fiktivnemu. Oni se niso ukvarjali z živim človekom in nekako se čedalje bolj zavedamo, da vsi izmed nas čedalje bolj živimo to, halo, pa jaz sem živi človek, pa nobenemu ne škodujem in spoštujem univerzalne zakone in se ravnam po temu, kaj je prav tukaj notri po občutku, občutek, olala, kaj pa je občutek, pa intuicija. Pa po občutku je kruh pečen, pa po občutku nekoga zmasiramo, pa po občutku z ljudmi komuniciramo, ker imamo občutek, oni pa ne več in grejo kar brez občutka, kako se že reče, k svina z mehom, ne, brez občutka in ga nimajo intuicije, nimajo notranjega vodstva, nič hudega, le kje bi ga oni radi iskali. Da, v nas bi ga radi iskali. In ga bojo in vse to je okej. In le naj, vse so ugotovili, da njihovi vodja nekako niso v redu, ne, da so precej idiotski, če malo se dotaknemo tega cepilnega trojčka kot božično novoletno darilo. To so njihove avtoritete. Oni pravijo, no so pa ja strokovnjaki, bodo pa ja vedeli, ne? Ne vem, mogoče jim pa kaj prebije film. No in bolj, ko se zaveš, da nekomu nikoli nisi bil pomemben, kot se je pretvarjal, da si, ne bolj, boli. Torej, boli tisto, ko se zaveš, da nekomu nisi nikoli bil tako pomemben, kot se je pretvarjal, da si. Imamo, ko spoznamo, da v bistvu je bila ta velika igra, da smo v bistvu mi dali svoje zaupanje, oni pa svojo igro, je kar, bom rekel, velik kos oziroma velik grižljaj za pogoltnito, ne. Ampak ja, srečujemo se s tovrstnimi spoznanji, s tovrstnimi razočaranji, vendar smo ugotovili, da v bistvu je najlažje, če jih zavržemo in ko ugotovimo, da jih res ne rabimo,
da jih zavržemo, ko ugotovimo, da so drugi rabili nas, ne pa mi njih, da v bistvu se zdaj, ko se obračamo nazaj, zavedamo, da smo iz teh, odnosov, takšnih ali pa drugačnih, mnogokrat bili izžeti in izčrpani, se zavedamo, da v bistvu je še kako potrebno, da smo se od določenih oseb, ljudi distancirali. Mnogo, če dalje več primerov in pokazateljev pa je, da v bistvu sploh ne rabimo nikogar nikamor brcati, ker v bistvu je dovolj, da pokažemo, da znamo prebrati prevarante. In prevarantje imajo en velik strah, veste, in ta strah je, da ne bodo prepoznani in zaradi tega se preventivno sami distancirajo. Hvala Bogu, no, torej tudi tukaj ni potrebno nikakršno delo. Bog že dela tako, kot mora in pomagaj si in Bog ti bo pomagal. In vse, kar je, jasne meje, večkrat smo rekli, naša duša je, če pretvorimo v tak berljiv jezik, kot 14-letna dušica, naivna, navihana, zvedava in je v bistvu mogla skozi evolucijski proces in znotraj našega odraščanja od rojstva pa do tukaj, kjer smo, da se je naučila ta 14-letna punčka reči ne. Ne, hvala, ne bom tvoje lizike vzela. Ne, hvala, ne grem s tabo, ker ti ne verjamem. To je vse. Mi smo sem verjeli in padali na lizike, na nagrade, češ, če boš delal tako in tako, boš pa dobil plačo, nagrado, ne vem kva, da ne gremo naprej, kaj vse so ljudje počeli, da so bili nagrajeni, ne, in nekaterim bo treba dati bombonček, eni so rabili pa milijonček, ne. Ovisi, različno, ovisi od naloge, ki so jo imeli. Ja, in moder človek pozablja te želitve, tako kot nehvaležen človek pozablja dobroto. Imamo, nehvaležni so zelo hitro pozabili našo dobroto, biti pripravljen pomagati, vedno na razpolago. To je bila naša dobrota in hvaležni ljudje imamo, bom rekel, to si zapomnimo, kdo nam je dal od sebe, je bil pripravljen kakorkoli pomagati v naših, bom rekel, situacijah, kakršnih koli. Nehvaležen pozabi takoj zaradi tega, ker je rabil tukaj in zdaj v njegovo dobrobit, a ne? In šele, ko se distanciraš, vidiš, oziroma, ko te življenje ustavi, vidiš, da ta svet funkcionira tudi brez tebe in kako zelo pomembno je sebe dati na prvo mesto. In tle mogoče, ko smo glih pri bankah, ne, Bog je, Bog, zdaj je tudi tako, ne, relativno, ampak univerzum je ustvaril raj, svet obilja za vse, dovolj sonca, dovolj vode, dovolj hrane in dovolj vsega na tem svetu in ne samo za nekatere. Z drugimi besedami, konec je bančne in finančne tiranije, vsaj proti koncu gre in ne more obstajati na svetu nihče, ki si jemlje pravico, da obdavči našo hrano. Naše življenje mora biti brezplačno, tako kot za vsako žival na tem svetu. A ne? Vsak jelen, vsaka srna in vsak jež ima vse to na razpolago in živi in ne rabi nikomur nič plačati. In tisti, ki pravi, ja pa rabimo en sistem, tudi če je slab, je to debela laž, mi ne rabimo nobenega sistema in še manj kar rabimo, je pa slab sistem in jasno nam je, da sistem, v katerem smo živeli, je bil ne samo slab, ampak škodljiv, nevaren za nas, toksičen in smrtno nevaren, če potegnemo črto. A ne, nikoli nismo smeli biti to, kar smo, zdaj pa smo prišli do točke, da smo pogruntali, da edina rešitev za ta planet je, da smo to, kar smo, v čim večjem številu prebujeni do te mere, kot smo, da spoznavamo, da ta svet res ni bil nam v nobeno prid in v nobeno oporo, kenede. Tle sem jaz nekaj spet zašuštral pri teh mojih, kaj sem hotel reči, tele naše slikice, ki vam jih z veseljem dam, zaradi tega, da si razjasnimo, da vse, kar povem, ni čist glih iz mene prišlo in prav je tako. In da vemo, da v bistvu
v srcu že vsi isto mislimo in če drugega ne lahko rečemo s takim zapisom, kratkim, ki se mu reče mim, se lahko strinjamo in nam daje dodatne širine. In edini zakon je zakon, sekundico, the only laws of the spirit remains always the same. Tako, edino zakon duha vedno ostaja isti. Kaj hoče povedati, vsi ostali zakoni, takšni in drugačni, ima, bom rekel, iz tega rimskega prava ali pa ostale zakonodaje, se ves čas nekaj spreminjajo z raznimi aneksi in ne vem kaj, zato ker to vedno nekomu paše in odgovarja, vendar zakoni duha in univerzuma se ne spreminjajo. In držimo se tega, ker so edini pravilni in omogočajo, da nas, če spoštujemo te zakone, ki jih imamo itak noter, če ne grešimo, ne, če spoštujemo te zakone, nas vest ne more peči in nas ne bo peklu in ne bomo končali v peklu. Ne? Ok, igra besedice again. The best fighter is never angry. Ne, zdaj smo pa tle. Dejte jezo ven, enkrat za zmeraj. Ne? In pravi bojevnik je prevod tega teksta, pravi bojevnik ni nikoli besen. Ja, ko je bitka, že ne. Ne? Besnost, naš božji bes, se ga moramo zavedati, da je gromozanski. Ampak ga ni treba niti uporabljati. Nikakor pa ne sme biti zatrt, kot je bil zatrt, tako kot se niste smeli jokati, ker to je pa sem za cmere, a ne? Treba se je spucati, jok je čistilni servis, boljš kakor verske, religiozne stavbe in mantre. Ko in jok pride iz vsakega posameznika, ne morem jaz za nobenega jokati in vi ne zame. Torej, vsak zase ne izjoka, kar je za zjokati, ne se spuca. Enako velja za bes, dejte ga ven, jezo in tako, zaradi tega, da boste lahko v dnevnem življenju to, kar ste in to, kar smo, ostali mirni. Da ne bomo ne besni, ne žalostni, ne histerični, ne vem kaj, ampak da smo mirni in z nasmehom na obrazu. Ker to je ta visoka vibracija. Mir, kaj ne? In človek se najbolj približa bogovom takrat, ko naredi kaj dobrega za sočloveka. Ja, Bog se Bogu približa z dobrimi deli, z zlobnimi pa verjetno gre v drugo smer. Kaj ne? In tisti, ki so slabo delali za ljudi, so hudo odmaknjeni od svojega vera, od univerzalnega. Če ćemo temu reči Bog tam, to velik kreator, ne, to veliki Bog, ne, ker mi smo mali bogovi, ne, bolj majhni. Hecam se to, težko je z nekimi prispodobami, ampak kakorkoli mislim, da je jasno in razločno, da kadar nekomu pomagamo, naredimo dobro delo in se približamo sami sebi in s tem ne čistimo grehov, ampak v bistvu utrjujemo to, kar smo, kar je nam naravno. Okay. In dobrota ni nikoli bila sirota, nič bat. Ne obstaja maska, ki bi skrila ljubezen, a ne da se skriti, in ne obstaja maska, s katero bi pravo ljubezen lahko odigrali. Kaj ne? Nič več. Pa smo mislili, da to... Sam zaspan nismo bili pozorni, nismo vedeli, da ljudje imajo slabe namene oziroma drugače gledajo na svet kot mi. Mi smo gledali sebe, pa smo mislili, da so vsi dobri. Rdečo rožo bom ti utrgal in napisal bom tvoje ime. Ja, Brendi naš, ne. Evo Miličnik, ne, v groznem komunizmu in socializmu in v današnji dobi demokracije. Kakšna debela laž, kakšni so to želvaki, to je vse proti ljudem. Niso oni tako oblečeni, ker se bojijo elite in ščitijo ljudi, ampak je več kot jasno, da ščitijo elito in se bojijo ljudi. In žal je najbolj noro pri celi stvari, da tudi tale pod vsemi maskami verjetno ima doma familijo, otroke, no, mogoče tudi ne, pa vendarle dela pravzaprav proti svojim ljudem, ne veš, ali je tam zelo slabo, a ne? Skratka, miličniki so včasih nam bili kakšno oporo, kakšno korist, to zdaj je pa samo strah in trepet. In ako, bodimo iskreni, tudi oni vejo, da so v hudem govnu in niso več tako zelo brihtni, kot so bili, ali pa pogumni. Ne, nekaj jim ne funkcionira. Prej so bili kar predrzni, zdaj pa so se mičkeno nazaj vzeli. Tako kot vsi,
ki vejo, da delajo narobe, a ne? Nič ne nuca si grehe spucati, če pa nadaljuješ z njimi. We live in a time where intelligent people are being silenced so that stupid people won't be offended. Ja, to smo večkrat že nekako definirali, da živimo v časih, kjer so inteligentni ali pa bom rekel razgledani ljudje, bom rekel taki pozorni, a ne, uporabljamo pozornost, detektivsko oko, neko širino imamo, želimo biti izobraženi, želimo stvari vedeti in razumeti, pa rečemo temu inteligentni, da smo pa, to je pol takoj razumejo kot samo hvala, ni to, sam razgledan želim biti, ne, to vse, kar je. In to je spet moja svobodna volja in želja, ker ne boli misliti je pravzaprav najlažje na svetu. Skratka, živimo v času, kjer so razgledani, inteligentni ljudje utišani, zato da tisti ignorantski in neumni ljudje niso prizadeti. Ne, precej noro, ampak lepo mi je, ko se ta igra obrača in ugotavljajo, da so zabiti in so se malo utišali. Vsaj tak imam jaz direktni občutek in izkušnjo, glede na to, kaj pač počnem in koliko sem recimo izpostavljen, bi se radi še nekateri predrzni z mano poigrali. To so mikropromili, ne. Narcizem in samozavaravanje so mehanizmi preživljanja, brez kojih bi večina jednostavno skočila z mosta. To smo včeraj tudi omenili v liveu, da je v bistvu mehanizem, ki ga uporabljajo narcisi, pravzaprav res zato, da preživijo. Oni vejo, da so notar toliko prazni in bedni, da je za znort. Rešitev jim je, da cuzajo energijo od nas, kako s pomočjo prevare. Brez tega bi oni se sažgali sami v sebi in bojim se, da mnogim čas, ki je pred nami, bom rekel, toliko svetlobe ne bo dovolilo, da ta temačnost sploh še funkcionira in obljubljeno nam je, konec ne bo za vse. In ako ves čas opozarjamo, dajte se spreobrniti, pridite k nam, nehajte delati narobe. Ne morajo, nimajo kam prijeti. No in žalostno v teh časih, da je lažje dobiti brezplačen Wi-Fi signal, kakor brezplačno vodo, ampak ljudje se še zmeraj obnašajo, kad je na svetu vse v najboljšem redu. Noro, a ni, koliko ta ignoranca pele deleč in zato pravim, da bi bilo nujno treba to definirati kot greh, ne. Recimo, če je 11. božja zapoved, res je, ne se delati neumnega, bi mogla 12. iti nekako v to smer. Ne ignoriraj, ne. Dobro namernih na svetu, vse nobenega ne nočemo kaznovati, ni to v nas in nikogar tudi ne bomo. Slabi želijo, da pustite močne na njihov, slabi želi, da pustite jake na njihov nivo, rađe bi bili jednaki v ropstvu nego v svobodi. Tako slabi želijo, da se močne spusti na nivo slabih. Lažje bi pol bili enaki v suženstvu, kakor pa v svobodi. Ne, to je rekel kdo že, kdo? Tokval? Ne poznam. Nima veze, jaz se s tem strinjam, radi bi nas pripeljali na svoj nivo, ampak mi smo pogruntali, da na njihov nivo ne smemo, ker njihov nivo je za nas toksičen, negativen in nas vleče dol, medtem ko sami moramo poleteti gor. Pa smo že imeli zgodbe od ptičic in tako naprej, in v strahu in ustrahovanja, vse sort, skratka, ne smemo prepustiti, da nizki in negativni, ignorantski, bom rekel, nerazgledani ljudje probajo vam soliti pamet. Alright, dosti je. Tle bom jaz s temi mojimi prenehal, ker prvo, kar je premajhno, da bi vam prebral, pa drugič, ko bom slikco nekoliko povečal, da jo bom sploh uspel prebrati, sporočilo zagotovo je pravo. V zadju smo imeli slovensko glasbo, spet s pomočjo Dizra, končujemo s Hamotom in Tribute to Love. Ona gre in naj gre tisto, kar mora iti večkrat ponovljeno. Dajmo se od stvari in situacij, odnosov in vsega slabega pač posloviti. In še enkrat, dajte se, če ste zablokirani oziroma ste se znašli v situaciji, ko ne morete naprej, se samo vprašajte,
koliko časa oziroma dokje dovolim, da me to vrstna situacija, odnos ali karkoli, služba, delovanje, whatsoever, dokje bom dopuščal, da me razžera. Ne? Boste ugotovili, da ali boste si dali en mesec, eno leto ali za zmeraj ali kakorkoli, kar vas razžera, vsekakor ni dobro. Pomembno je, da rastemo, da se zacelimo, da se ozdravimo, da se poravnamo in da začnemo vibrirati isto in resoniramo že enako in na isti valovni, se reče po domače, drugače pa to pomeni, da smo na isti frekvenci, višje, ki jo razumemo tisti, ki smo višje, tisti, ki so nižje, pa sploh ne razumejo, kaj govorimo. Ne vem, se mi zdi, ali kaj. Mislim, ja, sej bo, kar držalo. Dragi moji, želim vam prečudovit začetek novembra, jesen je, kar se mene tiče, lepa. Jaz nisem super ljubitelj mraza in dežja in tako. Mi je všeč ta temperatura, ako je november, pa boste rekli, ni dobro to za marsikaj, za mrčes in tako. Ne vem, je že tako, kot mora biti in naj bo. Vse se dogaja tako, kot se more, z namenom, da se opogumimo in postanemo mi in ne dovolimo, da negativa vpliva na nas. Držite se srečni.